Katere so glavne usmeritve slovenske industrijske politike oziroma njeni glavni poudarki? Dokument slovenska industrijska politika je vseobsegajoč dokument, ki je rastel skupaj z gospodarsko zbornico. Glavna usmeritev seveda je, da se dvigne produktivnost na zaposlenega v Sloveniji 60 na 80% povprečja Evropske unije. Vemo, da zaostajamo za 23 let in z dokumentom poskušamo peljati tiste ključne tehnologije, ki bodo to seveda omogočili. Kaj so glavne usmeritve strategije razvoja Slovenije oziroma katere so razvojne prioritete v tem dokumentu? Zdaj čisto tako strategija razvoja Slovenije za obdobje 2014 do 2020 bo nam neka vsebinska osnova, na osnovi katere bomo potem pripravili čisto konkretne operativne programe, ki bodo tudi osnova za črpanje evropskih sredstev tja do leta 2020. Zdaj vsebinske usmeritve so takšne, da bodo omogočile čim večji razvojni preboj Slovenije in pa ustvarjanje delovnih mest. Zato bomo tudi mi predlagali, da se približno 50% sredstev, ki bodo vključeni v te dokumente, nameni nasplošno za spodbujanje gospodarstva, se pravi za podporo srednjim in malim podjetjem, potem za tehnološki razvoj, znanost, inovativnost ter za zaposlovanje mladih in pa starejših. Tista sredstva, ki bodo ostala na razpolago, pa se bodo potem namenjala za dokončanje infrastrukture, ki je v obdobju 2007-2013 ostala nedokončana. To je zlasti na področju okolja, prometa, potem aktualno je tudi področje energetike, se pravi trajnostna raba energije, dokončanje širokopasovnih povezav in pa druga področja, za katere se bomo dogovorili na eni strani v medresorskem usklajevanju, po drugi strani pa tudi z vsemi deležniki, ki jih to področje tudi tangira. Danes ste dali nekaj zanimivih pripomb o sodelovanju med industrijo in znanostjo. Kje so vaše konkretne misli? Torej, to, kar sem danes dal, to ni nič novega. Na zbornici se že 10 let pogovarjamo in vse analize kažejo, da je potrebno sodelovanje teh dveh sfer pospešiti. To se najlažje naredi tako, da z tistim denarjem, ki je na razpolago, se ga razporedi nekaj na ARRS, drugi del na tehnološki del in potem isti raziskovalci znanstvene sfere sodelujejo na projektih, ki so zanimivi za gospodarstvo. Na tak način je možno zelo hitro vzpostaviti bistveno boljše sodelovanje.